V Kranju je danes potekal kongres stranke Nova Slovenija, ki so se ga udeležili tudi člani Nove Slovenije Kamnik. Kongres je požel nekoliko več medijske pozornosti zaradi nedavnega razhajanja med Novakovo in Peterletom. Kako ocenjuje kongres in kako komentira zadnja dogajanja v stranki, pa nam bo povedal Matej Tonin. Današnji kongres Nove Slovenije je pokazal, da je Nova Slovenija izredno demokratična stranka, kjer je razprava in pa različna mnenja so dopuščena. V zadnjem obdobju smo lahko spremljali številne medijske objave, kjer se je te različne poglede na prihodnost stranke nekoliko bolj dramatizirali pa jih prikazovali v bolj dramatični luči, češ da se kregamo, da imamo različna stališča, ampak jaz verjamem, da nas bodo ta različna mnenja okrepila in nam pomagala, da bomo v prihodnosti še močnejši in še boljši. Kako pa ocenjujete to solistično akcijo Peterleta? Moja ocena je, da Nova Slovenija potrebuje vse. Potrebuje Ljudmilo Novak, potrebuje Lojzeta Peterleta, potrebuje Mojca Klicna, da bi naredil še vse ostale. Torej, jaz sem zagovornik tistih, ki pravimo, da je treba sile povezovati, tudi če imamo različna mnenja in da ni čas, da bi kogarkoli izključevali ali pa ga naganjali iz stranke. Kot sem že prej rekel, različnost nas mora povezati v še boljši rezultat. Zadnja trenja pa so hud udarec za tiste občinske odbore, ki so dosegli dobre rezultate na zadnjih lokalnih volitvah. Veste, ti se na lokalnem nivoju se trudiš, delaš in podobne zgodbe so na dolgi rok lahko koristne za stranko, kratkoročno pa lahko demotivirajo člane. To je ves problem. Sredi so volitve za nami, druge volitve so še delaš pred nami, tako da jaz sem pripričan, da se bodo stvari mirile, normalizirale in da se veste, nobena juha se ne poje toliko vroča kot se skuha. Občinski zbor Nove Slovenije pa podpira novo vodstvo Milko Novak, kako? Dajte, demokracija je pač takšna. Tisti, ki dobi večino, je legitimen predsednik in če smo deljene skupine, potem kdorkoli je izvoljen za predsednika, ko so volitve mimo, je konc za navijaške slogane in moramo vsi za enega stopiti. In še utrinek Toninovega nastopa na kongresu. Dragi prijatelji, današnje temeljno vprašanje je, kje smo, pa kam gremo. Mislim, da je vsem jasno, kam gremo, kaj je naš cilj. Mislim, da državni zbor. Kje pa smo, se pa danes več ali manj razprava okrog tega vrti. In to je tudi bistven del spotike zadnjega tedna delovanja stranke. Dajte, jaz sem namerno prinesel to knjigo danes iz sabo. Kot člani izvršilnega odbora smo imeli zdaj nešteto posvetov, takšnih in drugačnih. Imeli smo klauzuro. Na tisti klauzuri smo si vsi sveto obljubljali, kako si lahko obraz vse povemo in da bo to ostalo v naši družini. Tako, med štirimi stenami, vsi so govorili, povejmo si vse. In tam, vsi tisti, ki ste bili tam, točno veste, da smo si povedali vse. Smo si povedali, pa so padale izjave, kot vedeli, o pogreti župi, pa so padale izjave o nedemokratičnosti ali pa o nekarizmatičnosti. Vse to smo dali čez. Kot zrela družina smo se o vsem pogovorili. In tista stvar, ki me danes se zdi, je ta, da si nekateri dovolijo in to klauzuro razumejo na način torej, če ni zveljalo moje mnenje, je nekaj narobe s komunikacijo v stranki. To enostavno ne mora držati in ni res. Če od nekoga ena nas velja še ne pomeni, da stranka slabo komunicira. In potem odhiteti v javnost in vse te stvari povedati, se mi zdi tako, kot da bi sami sebi nož v srce ali pa v hrbet dajali. Če smo res demokratična stranka, potem je jasno, da se lahko povemo vse. Čisto vse. Normalno je tudi, da so ta naša mnenja različna. To je logično, če si lahko povemo vse, so naša
mene lahko različno. Naš problem pa je, tisti, ki ste nekoliko starejši od mene, boste to dobro vedeli, ali pa priberite si to, kar jaz večkrat svetujem za literaturo, za čtivo vseh članov Nove Slovenije, knjigo Leona Marca 10 let krščanske demokracije, tam boste spoznali mentaliteto nas vseh. In boste videli, da smo na nek način malo samodestruktivni. Mi že 20 let menjamo predsednika, pa se je imenali Peterleta vsa leta, pa se je imenali Bajuka, pa se je imenali zdaj Vedmilo. To se nam ponavlja vse povprek. In zdaj jaz vas vprašam, in s tem tudi vsem nas, kako lahko mi pričakujemo, to je ključno vprašanje za vsem nas, kako lahko mi pričakujemo od ljudi, da bodo verjeli v to stranko, v to našo Novo Slovenijo, če mi nad njo ne bomo navdušeni. Mi moramo biti tisti ta prvi, ki bomo govorili za to stvar, da bomo lahko ta ogenj širili naprej. To nam mora biti jasno kot beli dan. Ne pa, da vedno iščemo vse probleme v tem, da se mena predsednika in tako naprej. Pred minutko si bomo še vzel, tudi nekateri so malo prekoračili, upam, da ne bo stezen. Rezultat na SEI, odvisno od kega gledate, iz leta 2006 ali iz leta 2008. Ocenite sami. Pojavljanje v medijih, veste, bodimo realni na tej točki. Pričakovati, da bo Nova Slovenija v medijih ravno to, kot neka stranka, ki ima 30 poslancev, ni pa nič. Je nerealno pričakovanje. To si moramo zapomniti. Predlaganje pobud, delal sem tudi v državnem zboru, in zahtevati od Nove Slovenije, da bo šla v štih z največjimi strankami, ki imajo 50 profesionalcev zaposlenih, tako ali drugače, z dobrimi plačami, da delajo za njo, je ne fair in nerealno primerjati to z Novo Slovenijo, ki ima 3 profesionalce. In s tem bom zaključil, dajmo se vprašati, kaj je vsak izmed nas naredil za to stranko. Veste, najlažje se osloniti na hotel, pa reči, premalo jih je v medijih, premalo delajo, premalo to, čisto enostavno kritizirati. Dajmo se pa vprašati, kaj smo pripravljeni za to stranko narediti. Kaj vse bi bilo potreben, eni lahko to 5 takih, 6 takih, ne vsak izmed tistih zbere korajžo, pripravi program, vizijo, ne gre na kongres in kandidira. Zelo enostavno. Tako je po tej Novi Sloveniji še vedno preveč kalkulacij, preveč osebnih ambicij in kaj bo in kaj ne bo in tako naprej. Slovenija nas potrebuje in veste zakaj, pogledajte, kakšne politične razmere imamo danes. In mi, kristjani, krščanski politiki, smo edini, ki imamo pri svojem delovanju še neki druge zavesti zraven. Ne študiramo samo, če je neki v skladu z zakonom, pa na podlagi črke zakona, ampak študiramo tudi malo v tem, a še kakšna višja inštanca. Idemo se kecati, 2012 nas čaka parlament.